Iz nule si postaviti življenje v novi državi ni lahko. Najina prva služba je bila prava nočna mora. Kot da dolge naporne ure obiranja češenj na žgočem soncu niso bile zadosti, sva se mogla ukvarjati še z vsemi podlimi igricami podjetja in nekompromisno kapitalistično naravnanim šefom. Ampak več o tem sva povedala v teh 2 vlogih. Vendar, tako kot za vse v življenju, mora obstajati protivtež. Mora obstajati ravnovesje. In le to sva našla že takoj v naslednji službi. Dobesedno sva šla iz pekla v raj. Dobrodošli v regiji Nelson in naj ti predstaviva najino drugo službo na Novi Zelandiji. Delo v vinogradu. Dajmo se najprej pozicionirati. Nahajamo se na severnem oziroma severozahodnem delu južnega otoka v mestu oziroma regiji Nelson. Gre za regijo, ki je v bistvu skozi celo leto obsijana s soncem. Ima krasne plaže in tudi bližino 2 res izjemnih nacionalnih parkov, Nelson Lakes in Abel Tasman. In tu sva si ustvarila dom za naslednji mesec in pol. Službo sva dobila v družinski mikrovinarni in vinogradih. Rob in Kate od leta 2019 ekološko obdelujeta 5,5 hektarjev velik vinograd, kjer gojita modri pinot, chardonnay, sivi pinot in riesling. Ustvarjata pod znamko Uncle Wines, katere paradni konj je podznamka luta. Luta izhaja iz latinske besede za glino, saj so tla med Nelsonom in Motueko, kjer se vinograd nahaja, sestavljena pretežno iz glinene podlage, kar daje tem vinom izjemno drugačno karakteristiko. Šlo je za pravo nasprotje korporativnih češenj. V bistvu pri več kot 400 zaposlenih si bil tam bolj kot ne številka. Na tej družinski farmi pa nas je bilo v bistvu zaposlenih samo 6 zunanjih obiralcev oziroma delavcev. Preostali del ekipe so predstavljali družina in prijatelji. In tudi v najbolj norih stanjah si v bistvu nismo predstavljali, da bomo naš 6 zunanjih neznancev dobesedno res postali del družine in da bo za nas neverjetno lepo poskrbljeno. Vse se je začelo s prihodom v vinograd. Res sva imela eno najlepših pozicij za najinga binkota. Parkirana sva bila ob jezerčku med vinogradi in do vinarne sva imela pičlih 100 metrov, kjer pa se je potem nahajala čajna kuhinja, tuš in ostalo. In za razliko od češenj nama tukaj ni bilo treba plačati niti centa. Vse zastonj. Celo naše naprave smo lahko filali na njihove stroške. Kar se samega dela tiče, je bilo v bistvu sila preprosto. Prim za škarje, reži in nabiraj grozdje. In za primerjavo češenj, kjer smo mogli češnje previdno polagati v košaro, si tukaj lahko grozdje dobesedno metal v košaro, oziroma dajmo reči spustil v košare, kar je pomenilo, da v bistvu nismo skoraj da nič napora. Vse, kar smo mogli paziti, so bile poškodbe na grozdju, ki smo ga mogli sproti počistiti oziroma odstraniti od lepega grozdja. V glavni meri pa so za poškodbe krivi ptiči, ki kljuvajo in jejo grozdke. Čeprav je celoten vinograd pokrit z mrežami, se vse najde kakšna pivaka oziroma fentel, ki se prekrade spodaj pod mreže in pozoba grozdje. Mislim, če najde pot v kopalnico, pol najde pot tudi pod mreže. Hi, fentel! Hi! You got lost! Smejhen čeblavčk. Te so pa res čeblavčki. Smejhen čeblavčk. Se nička s podaljšom uretnem. Kos hitarej. Mogoče bo zdaj kdo vprašal, pa kva je fora, da ste zdaj te obkljuvene grozde mogli ven pucati. A ni vseeno, saj na koncu itak cel grozd vrgel dol v košaro in so se grozdja itak poškodvala, a ni to tako malo za brez veze. V bistvu problema po teh poškodovanih oziroma obkljuvanih grozdov sta 2. Prvi razlog je razvoj gliv in bakterij, ki jih itak nočeš imeti v končnem produktu. Drugi razlog pa je to, da so te odprti grozdi že dlje časa prepuščeni zraku in začnejo teči reakcije. Zdaj te reakcije so lahko neka prezgodna fermentacija ali pa da pride do produkta kislih spojin, ki vplivajo na končno kvaliteto in okus vina.
Ponavadi se tem kislim elementom da izogniti, ampak le z uporabo kemikalij. Kar pa je pa Robu in Kate velik no. Rob in Kate sta verjetno ena redkih vinarjev tukaj na Novi Zelandiji, ki sta certificirana za organsko pridelavo vina. To ne pomeni samo dejstva, da je uporaba dodatkov, kakor je na primer žveplo, skoraj da neprisotna, ampak da je tudi celoten proces gojenja povsem naraven. Torej nobenih pesticidov in špricanj. Še celo zalivanje trt je popolnoma odvisno od dežja, saj ne uporabljata namakalnih sistemov. Dež je začel, pa smo šla noter. V glavnem, dajmo se mi pogledati, kako je potekal naš običajen dan. Najprej se je bilo treba zbuditi, ampak za to je poskrbel kar vinograd sam. Ej, pač te so čisto nore, to se skozi derijo. In to sta en poročen parček, ki nam vsak jutr pa večer tle predstaneta, zaradi tega, da se oglaša pa me moti. Kaj se dereš? A se lahko nehaš dreti? Ne, zdaj še bolj na glasa, ne? Nehaj, sem rekel. Ga. Ja, ker povej, da te razumela. Zatem so se napravila v najino bojno opremo, se pravi dolga rokava, dolge hlače, ker sonce naju pa že ne bo v peku. Po oblačenju pa sva šla do vinarne, kjer smo potem izvedeli, a bomo nabirali v domačem vinogradu ali se morda odpravljamo kam drugam. Če temu kolesa nave odpadle, pa tudi ne. Ampak 80% časa smo nabirali kar v lastnem vinogradu. Tako da se je cela četica s traktorjem na čelu odpravila do vrst, ki so bile planirane za obiranje tisti dan. Najprej je bilo treba pobrati mreže dol iz trt. Potem smo zasedli 2 vrsti in vsak je dobil eno sekcijo. Ko si vse nabral, si šel na čelo vrste v novo sekcijo. Tako da smo se premikali po vrst relativno skupaj. Tako približno je to izgledalo, en drugega malo prehtevaš. Nabiraš pa v take košare in ko jo napolniš, si odnesel nabrano grozdje do zaboja, ki je bil pritrjen na traktorju na čelu vrste. Včasih sta se, oziroma sva se našla 2 fanta in vsem izpraznila te košare, tako da predvsem našim dekletom ni bilo treba preveč dvigovati težkih košar. In pol pridemo do dela, zaradi katerega so verjetno to službo toliko vzljubila. Hrana seveda. Po prvih 2 do 3 urah dela smo imeli najprej krajšo, plačano pavzo. Večinoma smo dobili kakšno sadje, piškote, skonse in kavo oziroma čaj. Ko je bil čas za kosilo, pa smo šli na 30-minutno neplačano pavzo. In ta kosila, o moj bog, Kate se je res potrudila. Domače, skuhano kosilo, vedno dobrote in vse skupaj je bilo zelo božansko. Zakaj me si meni tako radi? Če ni kuhala Kate, pa je kuhala kakšna tašča ali sestra. Da ne omenjava vina. Kosila so bila vedno dobra priložnost, da sta nam predstavila celotno svojo blagovno znamko. Tako da smo vsa vina poskusili večkrat. Pa ne le Ankal vina, ampak tudi ta višji brand Luta. Dober tek, samo lepa luštena, ne Ponč? Jaz, Činkolo, binkolo. In vse to čist zastonj. Res sva dobila ta pristen, domač pristop, kot smo ga po večini vajeni na trgatvah v domovini. Res totalno nasprotje korporativnega sveta češenj. And then you have your roasted fish, just with a bit of olive oil sauce or crab fat curry, some pickled lemon, and then the roti. Tisti, ki nas spremljate na najnih socialnih omrežjih, veste, da sva o tej hrani in o celi tej izkušnji govorila že več kot pol leta nazaj. Ja, prav sprot sva vam v bistvu prikazala, kaj počnemo. I'm Captain Jack Sparrow. Danes sva si pa najdela drugo službo. Dva ene nima vas. Še zmer delava v prvi, ampak smo bili 2 dni frej, pa to pa res ne boš biti 2 dni frej. Ja, fora je, da zdaj treba v tem mestu čim več zaslužiti, zaradi tega, da bo poje spet potovala. Tako da vsak dan šteje.
prikazala zanimive aspekte dela, predstavlja tudi kakšno osebo, ki je kot nek side character v najini zgodbi in pa seveda prikazala tudi vso dobro hrano, ki smo jo jedli. Ker je z vlogi res full dela, v bistvu ne sledijo temu, kar se nama dogaja zdaj, trenutno, v tem času. Tako da v bistvu iz tega razloga te vabiva, da naj pofollowaš na socialnih medijih, da boš res čist up to date, da boš vsak dan sprot v bistvu videl, kaj se nama dogaja. Tako da nek se bojo zdaj tlele pokazali, spisali, pa iti hitro pofollowat, bo počakala. Smo? No, cool, sam da si nazaj, pa da si pofollował. Pojmo naprej. Ponči, jaz preživel prvi dan. Naporen, ampak veliko lažje kot češnje nabirati. Veliko lažje kot češnjo nabirati. 12 vrst smo danes nabrali, takih dolgih, grejo še naprej tam po klancu dol. No, ja, pridni. Pridni smo bili. Smo bili pridni, smo jutro kar prej. Pinot Noir! Pino. Ponč, preživel ta drug dan. Ta drugi dan, ja. To je pa nekaj čist druga tlele delati v primerjavi s češnjo. A ne, taka družinca smo. Ne greš šihta živčen, Nič nimaš za gosipati. nič nima za upravljati, pa veš, da je bil dober šiht. Po končanem dnevu pa smo lahko opazovali v bistvu še celoten proces pridelave vina ali pa v njem celo aktivno sodelovali, če smo imeli čas in voljo. Mene osebno je najbolj presenetilo, da obstaja mašina, ki ločuje grozdne jagode od pecla. Nekaj takega bi jaz rabil doma, sam pove. Obstajajo pa drugače 3 načini pridelave vina, ki vsak posebej doprinese edinstvene lastnosti k končnemu izdelku. Prva metoda je na lupinah, kjer lupine grozdja ostajajo med fermentacijo v stiku s sokom, kar ustvarja drzna in bogata vina s tanini. Side note, tanini so tiste naravne spojine, ki dajejo vinu tisto trpkost oziroma suhost. Drug način je karbonska maceracija, kjer cele grozdne jagode fermentirajo v okolju, polnem ogljikovega dioksida, kar ustvari lahka, sadna vina z nizko vsebnostjo taninov. Tretja metoda pa temelji na čistem soku, bodisi z neposrednim stiskanjem za bela in roze vina ali z uporabo soka, ki se sam sprosti iz grozdja za lažja in sveža vina. Robin Kate oziroma njun luta Pinot Noir je res nekaj posebenega, saj ga v bistvu pripravljata na nekoliko nenavaden oziroma specializiran način. Namreč za proizvodnjo modrega pinoja uporabljata kar vse 3 metode. Vsak stil posebej sfermentirata oziroma pač pripravita in nato jih skrbno med sabo zmešata v natančnem razmerju, kar v bistvu daje modremu pinoju neverjetno globino, kompleksnost in ravnoteže. Resnično edinstven izraz te sorte. Upam, da se bo slišal. Po šihtu pa sva počela svašta. Kar nekajkrat sva se šla namočiti v bazen, ki je bil blazno pocen, pa še savno je imel. A ja, pa za vas sva pripravljala vsebine. Sicer sva pri tem imela majčken problema, ker namreč spodaj v dolini internet ni lovil nič. Lahko samo pokomentiramo eno stvar, koliko smo odvisni od interneta. Se pravi, ko internet crkne, kar tukaj na Novi Zelandiji ni čisto nič čudnega, moraš aktivirati neke stare tehnologije, da prideš do muske, da imaš malo muske zvečer. Kdaj ste to nazadnje videli? iPod Shuffle! S tem, da niti nimam ta pravega kabla, sem mogel od najinih mikrofonov, pač od DJI-ja kabel vzeti, pa na srečo imava tale zvočnik, ki ima možnost pač in SD kartice in AUX kabla, da lahko tole aktivirava. Katastrofa. Tako da za vsako stvar, ki so jo hotela narediti, sva mogla v bistvu splezati na vrh hriba, da sva prišla do interneta. Kam zdaj trogaš, Ponč? Trogam računalnik, trogam kamero in vse, da ste testiram live stream, zaradi tega, ker tle v tej kotanji ni interneta. Vi ne morate verjeti, kakšne griče klele mi dva lazva.
Samo zato, da imate vsak dan storije, pa da boste imeli live stream. Pač, ne morete verjeti, kakšni podvigi so tole. Internet tukaj ni samoumeven. Mislim, da... A se spomnite, ko sem govorila, da je treba 20.000 korakov na dan narediti? Ja. Zdaj delava samo 10.000, ampak je Nova Zelandija sama pač priprav do tega, da 20.000 jih narediva na ta način. Šla sva si tudi kaj pogledat, kot je na primer center Nove Zelandije. To je v bistvu hrib, ki se nahaja točno na sredini Nove Zelandije. Pa seveda sva skočila tudi v bližnji nacionalni park Abel Tasman. Kaj je prepleteno vse s temi lepalcami, kaj je ni električni kabli na Tajskem. Lih tako izgleda, če na hit pogledaš. Dobro, sej tole je sicer lepo, kam pa zdaj? Nimam pojma, zdaj moramo polno jamo najditi. Kaj pa tole? A vam je to kaj znan? Ena taka kvazi uprizoritev. A jaz sem praznoval svojo 30-letnico v Nelsonu. Mi je Cindy pripravila en kup enih lepih presenečenj. Neki so šla sama, neki pa so se nama pridružili najni prijatelji, backpackerji iz Češenj. Ni to bil naš Alek. Ampak vse to sledi v naslednjih vlogih. Mava pa zate še eno presenečenje. Ja, prav ste videli, v naslednjem vlogu se odpravljamo na Cookove otoke. Nova država, krasna dežela in pravi raj na zemlji. Kronološko gledano sicer nisva šla na Cookove otoke medtem, ko sva delala v vinogradih, ampak nekaj mesecev kasneje. Ker pa sva prejela cel kup enih vprašanj in pa prošenj, da si želite vloge iz Cookovih otokov, sva se odločila, da vam ustreževa. Tako da v bistvu bomo zdaj dali Novo Zelandijo malenkost na pauzo, tako da si malo odpočije, potem pa zagrizemo nazaj v njo in jo do potankosti raziščemo. Vesolje ti zdaj daje en velik znak in sicer, da je fenomenalen čas, da se naročiš na najin kanal, če se še nisi. Pa ne pozabiti pa še pritisniti tunga zvončka zraven, tako da te YouTube sam spomni z mailom sporočilom, da so se vlogi iz Cookovih otokov naložili na najin YouTube kanal. Punč, odhajava. Ja, bedno. A veš, kaj pogrešal ta? Ja, moje rad sem pogrešal, vsak dan Ja, se treba z njim zgovarjati. Moji sva imela najlepši campground, pač Do zdaj, pred ja. jezerčkom, med vinogradi, race se imajo vsak jutr pozdravljali, pa ptički. Really classy. Jabkov nisva narobutala. Jabke greva še Kdo pa razbutati. jabke narobutal? Pač noro lep parkplac. Ja, pogrešala bova tu, pa dobro družbo, prijazne šefe, dobro hrano, vinčka, lušten je bilo. No, dobro, se nisem imela veliko služb, ampak najboljše do zdaj. Najboljša do zdaj, čeprav smo res trdo delali. Del je bil naporen, ampak najbolj fajn smo se imeli, kar pa največ šteje. Evo, pa sva jih šla robutati. Pač lejte, koliko je tu jabko. In že malo so boga, ker je že malo pač pozen za njih. In to noben ne nabira. In to gre še vse kaj dol in to je full vrst. Jaz imam idejo. Pač zapuščen Pa če sadovnjaki. cider svoj naredila. Lahko bi svoj cider začela delati brez problema. Jabkov je dost. Kako žalostno drugače. Ja, Sadje smo pa imeli zastonj v temle mesecu, a Punč? dobro, da je jesen, da vse raste. Ja, imam celo polno orečo, Jaz tudi. no pa potnice zdaj za na pot. Ja, in to je noro. Malo so jih narobutala, ampak oh my god, to je še cel sadovnjak. Zapuščen sadovnjak, kako žalostno. Kiara, Luana, lahko pridete sem, pa babici mi pomagate nabrati za štrudel, pa bo babi naredila. Jo, ko bi babici zdaj tole poslala, biš koliko štrudla bi lahko naredila. No, vaka, Se je to predstavljal? No, jabčka jest. Nekaj se matra. No, prid. Noče. No in zaradi tega se mu reče fentel oziroma slab prevod pahljačasti rep. In to je res toliko značilen znak, da ga težko zgrešiš. Ni pa rep v obliki pahljače tam samo za lepoto, ampak služi tudi za boljšo agilnost pri letenju in lovljenju letečih žuželk. Pa dajmo nameniti še sekundo tišine za Aleksovega hišnega ljubljenčka Marjana,
Ker se nisva ravno veliko premikala, se je zelo, zelo udomačil v najinem kombiju. In preden sva šla nazaj na roadtrip, sem Aleksa naterala, da Marjana izseli. Ker zdaj je bil pa že res tumač prevelik. Tako da sva ga tukaj verjetno videla zadnjič. Upava, da si užival v tem vlogu in da si kaj novega zvedel. Se vidimo v naslednjem vlogu iz Cookovih otokov. Kakite, Ano! Kakite, Ano! Klikaj na desno sličico, da se greš ogledati vloge iz Cookovih otokov, če pa klikneš na lev video in sličico, pa si boš sigurno ogledal vlog, za katerega YouTube stavi, da ti bo ful všeč.